Dober dan, me zanima vaše mnenje, je partnerska ljubezen dveh istospolnih partnerjev enakovredna partnerski ljubezni med moškim in žensko? Zanima vas vprašanje enakovredna. Preden to odgovorim, bi rajši rekla, zakaj imamo dvome o tem, ne? Na čem je to utemeljeno, da tega nekako ne sprejemamo. Iz preprostega, najprej čisto biološkega razloga, da podobnost ne doseže take privlačnosti, takega dejanske simbioze kot različnost. Za ljubezen dveh partnerjev je potrebno tisto nasprotje, ta razlika, kakršna obstaja med moškim in žensko. Potem zdaj mi kot verniki seveda vidimo, da je iz vsega, kako je predstavljeno to stvarjenje, pa simbioza oziroma združenje moškega in ženske, kako je predstavljeno v Svetem pismu, iz tega jasno vidimo, da je tako Božja volja. In za nas, vernike, prav tako za Jude, katere pa ne vem, če niso v ozadju te homoseksualne. Ali lahko odgovorite na vprašanje, je partnerska ljubezen enakovredna? Ne bi rekla ne. Zato, ker je v sami osnovi ima pomanjkljivosti. Kako to, da je Bog ustvaril homoseksualce? Ustvaril, vprašanje, koliko jih je take ustvaril, da so že po sami naravi nagnjeni. Torej menite, da se človek si to privzgoji, se sam odloči za homoseksualnost kasneje v življenju? Ne, da bi se sam odločil, ampak to, da je nekdo tako usmerjen, moramo tretirati v podobnem smislu kot tisto, ko je nekdo v otroštvu zaradi zlorab doživel razne rane, a ne v svojem življenju, in je potem nagnjen, da ponavlja. Torej so heteroseksualni starši odgovorni, da imajo homoseksualnega otroka? No, to je zdaj tako zelo izzivalno vprašanje, bom rekla, so. Ampak zdaj boste vi gotovo rekli, torej bomo dali dobremu homoseksualnemu paru, ki pa ne bo tako vzgajal otroka. Ne smemo postavljati zdaj v primerjavo slabe heteroseksualne starše pa dobre homoseksualne, recimo starše, če kakšnemu uspe. Ali smo pred Bogom vsi enaki? Enaki smo, seveda, ampak kaj hočete s tem vprašanjem? Naslednje vprašanje, kakšno je? Kako lahko potem človek sodi, da partnerska ljubezen dveh istospolnih, ki jih je ustvaril Bog, ni enakovredna? Zato, ker Bog ni ustvaril homoseksualne, zato da bodo zdaj ti živeli skupaj. Bog tega ni ustvaril. Da bodo oni živeli skupaj in imeli otroke, ampak še eno vprašanje je. Homoseksualni pari, ki jih poznamo, in so celo iz našega sorodstva, se ne obnašajo tako kot homoseksualni aktivisti, ki jih lahko vidimo na filmu Sodoma, potem tisto o Massachusettsu, kjer je čisto jasno in so tudi izjave, direktne, prave izjave, recimo aktivistke, ameriško-ruske aktivistke, ki je rekla, to, kar mi govorimo o zakonu, o želji po posvojitvah, o zakonu, to je laž, mi želimo zakon uničiti. Se pravi, v ozadju tega prizadevanja pač ni želja pomagati homoseksualnim parom, za katere se ustavodaja itak trudi, da bi jim omogočila, da bi mogli živeti zadovoljno in mirno, ampak v ozadju tega so družine Rockefeller in druge bogate družine, ki hočejo s takim uničevanjem človeka prigraviti ogromno kapitala, zaradi tega, ker to je povezano z umetnimi oploditvami, nadomestnim materinstvom, potem pa ranjenimi dušami in psihoterapijo, zapor in podobno. Kapital se kuje na tem. Homoseksualci, počakajte s vprašanjem, homoseksualci so zdaj samo najbližji plen heteroseksualnih ljudi, rečem heteroseksualnih, ker tam Rockefeller pa te družine niso kar same po sebi homoseksualne, dajejo jim pa ogromne denarje, zato da bojo ti naprej, ne da bi vedeli, da so žrtev ogromnega kapitala delali. Zato mi spoštujemo homoseksualce
ne zaničujemo nikogar, jaz poznam krasnega dečka, prav iz... Dobro, gospa. Otroci že živijo v istospolnih skupnostih, torej to že obstaja. Pa me zanima, glede na, predvidevam, da dobro poznate problematiko po vaše, ne? Da ste se poglobili v te družine, da ste jih kontaktirali in da poznate, niste, kako to, da ne? Ne, zato, ker jih ne poznam, ker jih nikar na vsakem krogu. Vi samo veste, da je to problematično. Ja, iz dokumentiranih podatkov, iz številk, zdaj rečete, Zakaj pa ne bi kar se sami spoznali s temi družinami? Ja, poznam, na morje pa hodim tam, kjer je ena gospa odslovila svojega moža, pač odslovila, ne, in se je poročila z partnerko, ne, torej je moža najprej odslovila, to je zelo lepo, ne, odsloviti ga. To itak krščanstvo ne odobrava ne za heteroseksualne, ne za homoseksualne pare. In zdaj ti dve gospe imata umetno rojeno seveda hčerkico. Če bom imela spet priložnost iti tja na isti kraj, bom pa, ker tja ti dve hodita ravno v isti kraj, kamor jaz, in sem jih na plaži videla. Ko je bila majhna punčka, moram reči, da ne, nista jo tepli, ne, to lepo sta jo imeli, ampak kako bo še naprej, kako se bo ta razvijala v tej družini, če tako rečemo, je pa vprašanje, ne? Hvala. Povejte mi, je partnerska ljubezen dveh istospolnih partnerjev enakovredna partnerski ljubezni med moškim in žensko? Torej, ko je govora o ljubezni, obstajajo zelo različna mnenja, ampak ko gre za zakonsko zvezo in pa za vprašanje vrednote družine, pa je treba izhajati iz koristi otrok in pa iz tradicije, ki je sestavni del določenega družbenega okolja. Dobro. Ali je partnerska ljubezen dveh istospolnih enakovredna partnerski ljubezni dveh heteroseksualcev? Glede teh stvari obstaja ogromno različnih mnenj. Vedno, ko je govora, tudi pri tej zadevi, o kateri se danes govori v naši družbi, to je v zakonski zvezi in družini, je treba vedno izhajati iz pravice otrok in pa iz zagotavljanja tistega okolja, ki omogoča najboljše koristi za otroka. Zdaj smo se oba ponovili, ampak mene zanima konkretno odgovor na vprašanje, če je partnerska ljubezen enakovredna. Jaz še enkrat povem zelo jasno, da pri vsaki presoji ljubezni, ko je govora za koristi otrok, je treba izhajati iz pravice vsakega otroka do očeta in matere. To še tretjič povem. Ampak jaz bi se osredotočila na odgovor ja ali ne. Ali je partnerska ljubezen enakovredna? Veste kaj, na to vprašanje boste našli različne odgovore. Vaš odgovor me zanima. Še enkrat tako zelo jasno odgovorim. Vam povem, glede tega stvari obstajajo različna mnenja. Danes tukaj ne govorimo o tem, kakšna je ljubezen, kakšne kvalitete obstajajo v naravni ljubezni med različnimi partnerji, ampak govorimo izključno o eni sami stvari. Namreč, da gre pri vsej tej zadevi samo za otroke in za človekove pravice. Najlepša hvala. Gospa, povejte mi, je partnerska ljubezen dveh istospolnih partnerjev enakovredna partnerski ljubezni med moškim in žensko? Ne. Zakaj ne? Zakaj ne? Zato, ker ne je sposobna, tu je treba moškega, tako zakaj ne bi ženo imel, ne? Torej, dva istospolna partnerja se ne moreta ljubiti. Bom še takole povedala, ljubijo se, ne tako delajo, ki so do zdaj delali, pa kaj tu delajo? Moraš povedati, da lahko dela, kakor more, ne, ampak zdaj, kakor je zdaj, zakaj bi pa on silil ali pa ona silila v neki tasga, ki ne treba? Ja. Zdaj bom pa še takole rekla, manjšina zmeraj prevladuje večino, pa ne bo prej tu partizanih ali pa zdaj, glih tako.